evropskemu poslancu dr. Milanu Zveru podporo izražajo številni kolegi, tudi evropski poslanci. Njegovo kandidaturo pa je podprlo prav tako vodstvo Evropske ljudske stranke, katere članici sta tako Slovenska demokratska stranka kot tudi Nova Slovenija. Predsednik Evropske ljudske stranke Wilfried Martens pravi takole: Dragi prijatelji, Milan Zver je pravi kandidat za predsednika Slovenije. Še več, vem, da bo kot kandidat SDS in NSI zagovarjal skupne vrednote Evropske ljudske stranke. Prepričan sem, da bo sposoben združiti Slovence in si pridobiti spoštovanje slovenskih volivcev iz celotnega političnega spektra. Lahko mu zaupate. Izražam popolno podporo njegovi kandidaturi na prihajajočih predsedniških volitvah. Prepričan sem, da lahko z vašo podporo Milanu Zveru uspe na predsedniških volitvah 11. novembra 2012. Če smo na političnem parketu pogosto na različnih bregovih, pa nas vse povežejo uspehi naših športnikov. Gorenci se lahko pohvalite številnimi športnimi objekti, tako za zimske kot letne športe. Da je to izjemnega pomena, se zaveda tudi naš predsedniški kandidat dr. Milan Zver, ki je v času ministrovanja v prvi Janševi vladi podprl prenovo Plodkove velikanke v Planici. To je bila le ena od investicij v športne projekte, ki jih je podprlo in izvedlo Ministrstvo za šolstvo in šport v času, ko je dr. Milan Zver vodil to ministrstvo. In tega se zagotovo veseli celotna Gorenjska, prav tako tudi predsednik športnega foruma SDS, gospod Bogdan Janša, ki ga vami veseli. Spoštovani kandidat za predsednika Republike Slovenije, dr. Milan Zver, spoštovani kolegice in kolegi iz Slovenske demokratske stranke, poslanke in poslanci, prijatelji iz Nove Slovenije. Res je, v športnem forumu smo veseli, da je v času mandata prve vlade gospoda Janeza Janše dr. Milan Zver opravljal delo ministra za šolstvo in šport. Iz tistega obdobja poleg zagona Planice Nordijskega centra in pa biatlonskega centra Pokljuka prihaja tudi več kot 500.000 kvadratnih metrov športnih površin, objektov in vadbenih površin, ki so bile v tistem obdobju zgrajene oziroma sofinancirane strani Ministrstva za šolstvo in šport in pa Evropski strukturni sklad. Nedvomno je bil to velik podvig za ta čas, v času ministrovanja, hkrati pa so športnice in športniki izjemno zadovoljni in so s tem dobili nove pogoje za velike rezultate in uspehe, ki jih dosegajo na svetovnih in olimpijskih prvenstvih, s katerih se nedvomno vedno več vračajo z lepimi odličnimi zlatimi medaljami. Na koncu so to letos dokazali tudi na letnih olimpijskih igrah. Spoštovani Milan, v imenu športnega foruma Slovenske demokratske stranke ti želim obilo energije in kondicije v zaključku volilne tekme. Smatram, da premoreš v sebi tisto nekaj več, kar nimajo tvoji tekmici, in tisto nekaj več, kar boš dokazal tik pred ciljno črto. Smatram, da boš črto in verjamem to ciljno črto prestopil prvi kot zmagovalec, kot predsednik Republike Slovenije. Hvala.